naprej z predavanjem Nataše Gregorjevič Upon z CSAZU, ki je terensko raziskovala na jugu Albanije, na albansko-grški meji, se z mejami ukvarja že kar nekaj časa. V tem predavanju pa bo predvsem predstavila neko zgodovino antropološkega ukvarjanja z mejami in pa nekatere glavne koncepte, ki so se v tej tradiciji oblikovali. Ponavadi ne pripravim PowerPointa, ker mi vedno gre slabo, ampak kadar ga, še ga ne moram izvesti. Kakorkoli, kot je Miha povedal, prihajam z RC-ja, ukvarjam se, moj etnografski fokus je seveda Južna Albanija. Sama se ne ukvarjam toliko posredno kot bolj neposredno z mejami, predvsem se pa ukvarjam s prostorsko antropologijo in pa z lokacijo sama. Torej, danes bom govorila zgolj o tem, ker v bistvu me je kolega Miha prosil naj pač nekaj povem o tem, da bo pač da dam nek okvir za nadaljno refleksijo danes. Mogoče bom jaz zgolj malček bolj dolgočasna, zgolj teoretična, ampak se mi zdi, da včasih je sploh danes, ko se nam čedalje bolj dozdeva, da nam zmanjkuje časa za en dober tehten premislek, bom podala pač nek tak okvir, ki bi to omogočal. Skratka, najprej hvala organizatorjem, Kula Posveta in Mihi Kozorogu za tole povabilo. In moja predavanja, jaz bi osvetlila to pač zemljevid Južne Albanije, kjer v bistvu, juga in cele Albanije, kjer jaz upravljam terenske raziskave, etnografske raziskave, to so pač kraji, ki predvsem v okraju, v regiji, ki se pač ljudje, med ljudmi, ki se identificirajo, da živijo v lokaciji, ki pravijo regija, so bilingualni nekako z strani albanskih avtoritet niso priznani kot grška manjšina, govorijo bilingualno grško lokalno narečje in pa albanski južno narečje. Živijo 70 km stran od meje, vendar meja je tam prisotna vsak dan. Skratka, preko tega sem jaz prišla, ker v bistvu izhodiščne raziskave se nanašajo na prostor, na gibanje, na infrastrukturo in preko tega sem prišla do meja, s katerimi se prebivalci soočajo vsak dan. Skratka, toliko o tem, zdaj pa teoriji. Govorila bom najpač nekaj odprem o samem prostoru in kraju v antropološki perspektivi. To zaradi tega antropološki, ker smo večinoma antropologi tukaj in tam študenti antropologije, etnologije, tako naprej, če kaj ne bo jasno, lahko na koncu kaj pojasnim, kakšni koncepti. Skratka, študije prostorskih konceptov so se v družboslovju in v humanistiki pojavili konec 19. stoletja in pa začetek 20. predvsem so pa prostor in pa družbo obravnavali kot v bistvu neinteraktivno, to se pravi, prostor in družba sta bila entiteti per se. In šele kasneje so se, in te študije so temeljile na tako imenovanem, kar mi rečemo, pozitivističnem pristopu. To se pravi, da sta bili prostor in kraj entiteti per se, ločeni od družbe in pa od skupnosti, ki pač ju naseljuje. In šele kasneje so pa potem družbeni geografi, kot jim pravimo, ali socialni geografi, zdaj ne vem, kako se to prevaja, Damir. Danes je tak čas, da mora biti kar socialni. Aha. Hvala za pomenljivi odgovor.
Skratka, so v bistvu veli in pa številni behavioristični geografi so v bistvu vedli to, da prostor in družba niso toliko avtonomni, ne, kot so pač odnosni oziroma v relaciji z družbo. In tako je prišlo v letu 90 do tako imenovanega prostorskega obrata, ko je bilo konec pojmovanja prostora v kartezijanskih dimenzijah, ne tridimenzionalni prostor, ne. In pa tudi konec izomorfnega pojmovanja prostora in pa družbe. Ne. To se pravi, naprimer, čisto laično rečeno, v slovenskem prostoru ne najdemo samo Slovencev, ne, ampak lahko pač bodisi ali kristjani, muslimane in različne skupine. Skratka, to pomeni izomorfizem. In potem so se pa pojavile že v letu 1974, naprimer, je bil odmevni mislec Henri Lefebvre, on je bil pač marksistični, neomarksistični mislec, ki pa je v bistvu poznan po tem, poleg vsega drugega, da je on rekel, da je prostor produciran, ne, in je v bistvu v svoji knjigi, ne, to pomeni, da se prostor nenehno ustvarja, da nikoli ni pač fiksen in sedimentiran prostor, kot na primer mesta, ne, ki se nenehno spreminjajo, če pogledamo Ljubljano, na primer, se je spremenila, danes je predvsem drugačna, kot je bila pred 5 leti, kar pa ne pomeni, da je samo mesto drugačno, ampak da so tudi kar je pač to predrugačenje in cela infrastruktura vplivala tudi na naše prakse, ki so drugačne, ne. Skratka, potem naslednji avtor, ki je pomemben pri tej produkciji prostora, to se pravi, da se prostor nenehno producira, da nikoli ni pač zafiksiran in pa stalen in da se nenehno spreminja. Naslednji avtor, ki je pa opozoril tudi na to produkcijo prostora, je pa Michel de Certeau, ki je pa govoril o prostorskih praksah in pa prostorskih taktikah. In sicer prostorske prakse so pač neke že uveljavljene prakse v določenem prostoru. Naprimer, ko smo v mestu, gremo čez semafor, vemo, da lahko prečkamo cesto, ko je zelena luč in prečkamo cesto. Medtem ko prostorske taktike se pa izogibajo tovrstnim nekim normativnim praksam v prostoru, ne, in lahko se izognemo, ne vem, prečkanju, da pač prečkamo semafor tudi čez rdečo luč. Skratka, so taktike, ki pač so rabljene na neki individualni ali pa manjši skupinski ravni. Naslednji pomemben mislec s tem, najprej povem, da v drugi prostora je cel kontinent mislecev in jaz sem izbrala samo nekatere, ki pač me napeljujejo na nadaljnjo razmišljanje o sami lokaciji in pa o mejah nasploh. Je pa Tim Ingold, ki pa se ne koncentrira toliko na prostor, kot pa se koncentrira na pojmovanje kraja. V antropološki teoriji so pač različna razglabljanja, kaj je zdaj prostor, kako bi definirali prostor, kako bi definirali kraj. In tudi v bistvu in nekako različni raziskovalci prihajajo do tega, da se ta dva koncepta oblikujeta, da sta jezikovno pogojena in pa kulturno pogojena. To se pravi, da se razlikujeta glede na jezik, kot je tudi v bistvu, naprimer, place and space v angliščini je nekoliko drugačen kot kraj in prostor. Topos, horos v grščini in v albanščini in tako naprej, ne. In predvsem antropologi so se začeli osredotočiti, kako ljudje sami opredeljujejo prostor, v katerem živijo, s katerim jezikovnim naborom, zakaj in kaj to vse odstira.
In Tim Ingold opredeljuje predvsem kraj, ker pravi, da prostor je tako abstrakten, da zanj v bistvu niti ne obstaja. Ne? In pravi, da tisto, kar obstaja, je kraj, ker je tisto, kar obstaja, kar je bi bilo prejemljivo, je kraj. In sicer Tim Ingold nekako kraj ponazori, pravi, da kraj se vzpostavlja preko gibanja ljudi. Da nikoli ljudje ne dojemajo svojega lastnega kraja samega na sebi, ampak vedno v relaciji z drugimi kraji in drugimi ljudmi. Drugimi kraji, kamor so šli, mentalno, virtualno, fizično, kamor nameravajo iti, za katere se slišali. To kot primer bi lahko dala, kako so dojemali, kot rečeno sem upravljala etnografske raziskave v Albaniji. Naprimer, v Albaniji so v času komunizma, Albanija je bila ena izmed najbolj izoliranih držav od leta 1945 do 1990, do padca režima, kar pomeni, da niso v bistvu, da njihov državni voditelj Enver Hodža ni le v bistvu prepovedal potovanje prebivalcev izven države, temveč je tudi omejil prihod znotraj države. Hkrati je pa tudi omejil gibanje znotraj države, to se pravi, je prepovedal osebne avtomobile, bil je samo javni prevoz, za javni prevoz so morali ljudje zaprositi za kar posebne potne liste, kamor so potovali in v bistvu na katere so čakali določen čas. Skratka, nadzor nad gibanjem in nadzor nad prehajanjem in pa gradnja limitov ali limit, zunanjih limit države je v bistvu temeljila v času. Kar sem hotela povedati je to, da marsikateri izmed starejših prebivalcev mi še danes zna povedati, kako so se v bistvu preko šolskih učbenikov so mislili, da je Albanija center Evrope. In pa, ker pač oni imajo to zgodovino, da izhajajo v času komunizma, so to v bistvu ustoličili kot dejstvo, da so direktni potomci Ilirov, da so v bistvu tam, ki pa naj bi bili prvi prebivalci Evrope, stare Evrope. Skratka, ta predstava o prostoru, o katerem sem govorila, preko linij, preko poti, katerih se gibaš, ne, je v bistvu se nekako vidi skozi to. Skratka, in pravi Ingold naprej, ne, da kraji niso v bistvu neke točkice, ampak so zarisani v gibanju med posameznimi kraji. In pa ljudje, ne, ljudje pač so kot neki popotniki, ne, oni uporabi to, zdaj ne vem, popotniki, popotovanje, wayfaring, ne, wayfarers, ne, zdaj ne vem, kako bi se pravilno slovenilo, kakorkoli. Stezosledci, way, path, potem steza, ne, pathfaring. Ja. Ja, ampak dobro se bom potreje. Skratka, in on pravi, da se v bistvu potovanja stekajo in linije potovanj se stekajo v vozliče, ki naj bi predstavljali te kraje. Ne? In da nekako naša predstava posameznih krajev je neko, je v bistvu preplet, ne toliko mreža, ampak preplet različnih vozličev. Skratka, pri pojmovanju samega kraja in pa prostora sta mi tudi pomembna avtorja Gupta in Ferguson, ki nista le izpostavila prostorsko produkcijo, ne, to se pravi, da je prostor, da se neprestano producira, ampak sta to ustavila v kontekst sodobnega kapitalizma, ne, in pa v kontekst migracij,
in pa transnacionalnih selitev. In pa zanimali so jih načini, kako prevladujoče kulturne oblike, ki so uporabljanje, ki na polju moči, oblikujejo določeno podobo sveta in pa sporejajo določene relacije med posameznimi kraji. Hkrati pa tudi izpostavita na nek način temu, kar angleško pravimo agency, ali pa tvornost, ali pa delovalnost posameznikov, ki v bistvu nikoli ne udejanjajo pač te vsiljene normative, povsem udejanjajo, ampak jih vedno na nek način preoblikujejo. To bi lahko videli, to lahko vidimo dan danes, z različnimi protesti proti, kako v bistvu posamezniki nekako preoblikujejo, pa še vedno delujejo v skladu z nekimi dominantnimi silami, ko protestirajo proti nasilitvi 6 begunskih otrok v domu. Skratka, naslednje je pa pomembno v sami antropologiji prostora in kraja, je pa pomembna tudi sama lokacija. Lokacija pa se ne nanaša, kot pravi Sara Dui, se ne nanaša toliko niti ne na prostor, niti ne na kraj, kot pa na neko pozicijo. Neko pozicijo, bodi si na geopolitičnem zemljevidu, bodi si na geografskem zemljevidu, katere pozicija se pa dan danes nekako vedno premika. To se pravi lokacija, kot pravi Grinova, v razliki od kraja in od prostora poudari ta pomen relacije, odnosnosti med drugimi lokacijami. In pa hkrati tudi ta relacije v koncept same pozicioniranosti določenega kraja, naprimer. Naprimer, lokacija Slovenije se geopolitično nekako venomer, vsaj z mojega vidika, spreminja. Naprimer, v času Jugoslavije je bila njena lokacija nekoliko drugačna kot v času, potem v obdobju po razpadu in pa dan danes, če tako pogledamo, v geopolitični optiki ali kartografski optiki, če želite. Kot pravi Alfred Gell, lokacija je označevalna. Lokacija identificira tu, ki ne more biti premaknjeno nekam drugam, oziroma tja, ne da bi se ta lokacija zamenjala. To se pravi, lokacija je premakljiva in pa je vedno in vselej relacijska. Pri tem naj upozorim, da v dobršnem delu antropologije se pojavlja pomen lokalnosti, ki pa ni seveda isto kot lokacija. Ker, naprimer, kot pravijo Podoraj, ki definira lokalnost, pravi tudi, da je lokalnost relacijska in kontekstualna, ampak pravi, da ni skalarna in pa prostorska. To se pravi, lokalnost ima bolj nek družbeni pomen, medtem ko se lokacija pa bolj veže na neko pozicijo, geopolitično pozicijo ali geografsko pozicijo. To se pravi, se je dan danes
se je lokacija, pomen lokacije in pa hkrati tudi vrednost lokacije nekoliko spremenila. Vrednost lokacije, to se pravi vrednost lokacije v smislu geopolitične hierarhije, ker vedno so v sami geopolitiki in pa tudi družbeni konceptualizaciji samih prostorov nekateri kraji, nekateri ljudje nekako hierarhično bolj pozitivno ovrednoteni kot pa drugi. Naprimer, v Albaniji, ko še dan danes, kot temu, da delam vrsto let, saj na začetku so me spraševali, odkot sem. Ko sem rekla Slovenija, je bilo naslednje vprašanje, če Slovenija je v Evropski uniji. To se pravi, so nekako preverjali, kako je pač država, iz katere prihajam, oziroma teritorij, iz katerega prihajam, ekonomsko, družbeno, politično ovrednoteno. So nekako ovrednotili. In to se pravi, da prihajati iz Ljubljane, in pa lokacija je vselej pomembna, prihajati iz Ljubljane ali pa prihajati iz Bele krajine je nekoliko drugače. Prihajati iz Nemčije, prihajati iz Slovenije, dan danes se to ovrednotuje drugače v splošnem laičnem diskurzu. Skratka, in to vpliva tudi v bistvu na samo politiko in pa ekonomijo, globalno in pa tudi lokalno ekonomijo in pa ekonomsko politiko. Pri tem naj se ustavim tudi, ko sem rekla, da se je pomen lokacije in pa vrednost lokacije dan danes spremenila. In pa tle vrednost ne opredeljujem zgolj kot kvantitativno, to se pravi monetarno, ampak tudi kvalitativno. In pri tem se seveda nanašam na Greenovo in pa na številne druge antropologe, ki definirajo vrednost kot učinek ali rezultat presoje ljudi, ker je pač vrednost opredeljena v njihovih družbenih terminih. In pa kot v bistvu neka, kot pravi Chris Gregory, nevidna veriga, ki povezuje ljudi in stvari in hkrati tudi odnos med ljudmi in pa med stvarmi. To se pravi, lokacija se skozi čas spreminja in k temu tudi prispeva naprimer kohezijska politika Evropske unije, če dam iz tega primer. Naprimer, pomen in vrednost Evrope se je, če tako pogledamo, da danes povsem spremenil, kar je bila Evropa nekoč. Če se spomnimo nazaj, je bilo leta 1952 podpisan sporazum o ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in jeklo. To je to, še danes. Ja, tako. Ampak se je pa razširilo, geografsko in geopolitično. To je bilo pač zaveza le med določenimi državami, kot 7, 6 državami, in potem se je po letu 90, pa nekako preimenovala v Evropsko skupnost, leta 1993 v Evropsko unijo. In tle je zanimivo nekako pomisliti nazaj, da leta 1992, to je bilo leta 1992, se je komaj da uveljavljal internet, 1993 pač je prišel e-mail v uporabo in to je bilo 9 let pred 9.11, ko so v bistvu se je sprožil grožnje in pač ko v bistvu se je ustoličila nekako grožnja skozi nadzor.
Skratka, ko govorimo o lokacijah in relokacijah in o prostoru in kraju, če mi dovoliš, Miha, da še tole zaključam, ne moremo mimo meja. Politična meja ni v bistvu samo urisana krivulja na zemljevidu, kot to mi pozna Apel, ali pa linija, kot v bistvu so linije morske meje, puščavske meje, afriške meje, linije. Ampak je, kar bi kolegica Madeline Reeves rekla v kartografski optiki, ima jasno razdelitev med eno in drugo stranjo, eno in drugo državo, enim in drugim suverenim. In seveda se pa skozi drobnogled nekega etnografa blazno zakomplicira. Meja je ponavadi mesto številnih prebivalcev, pogajano lokacij, določenih držav, krajev, ljudi, stvari, idej in tako naprej. In pa meja, če nadaljujem tudi z Greenovo, je neka lokacija dvoumja. Ker na eni strani je linija, kjer se gradi avtoriteta suverene, suverenost nekega teritorija, neke nation state, neke nacionalne države. Na drugi strani pa hkrati tudi margina, na obrobju. In pa, kjer pogosto je tudi živi neka, kateri se pogosto pripisuje neka marginalnost. To se pravi, ljudje se pogosto identificirajo z neko marginalnostjo. Naprimer, Greenova je predvsem delala o Pogoniju, to se pravi grška severna meja v severnem Epiru in pa albanska južna meja, albanska grška meja. In ljudje so se v namer so izražali nekako čustva, da so nepomembni, da ta kraj pa vsak zapušča, ker je zelo nepomemben in čisto irelevanten ekonomsko, politično, družbeno in tako naprej. Skratka, študije meje so se pojavile v 70-ih letih skozi študije nacionalizma, države, nacionalne države, in v bistvu so se predvsem nekako v antropološki šoli so se skoncentrirale na ameriško študijo ameriško-mehiške meje in pa v bistvu na evropske meje, ameriško-mehiške meje z Alvarezom in pa potem imamo pa Donana in pa Wilsona, najbolj ste nekateri kaj brali njiju, ki sta pa v bistvu avtoriteti za meje v Evropi, predvsem irska meja. V zadnjih letih se pa v bistvu same študije meje, skratka te študije meje so se koncentrirale predvsem na relacijo med nacionalnostjo pa med državo in pa meje kot geografske in pa politične periferije. Danes se pa študije meje bolj kot na neke linije osredotočajo na procese, se oddaljujejo od samih linij in pa skušajo zagrabiti meje skozi življenja ljudi, skozi infrastrukturo, skozi tehnologijo, skozi trgovanje, skozi ekonomijo, kjer se v bistvu bolj kažejo meje, ki pa zanihajo te suverene limite teritorija oziroma države. In prikažejo, kako so meje ne samo enoumne, ampak multiple, so številne meje in kako ljudje v vsakdanjih življenjih producirajo te meje vedno znova in znova in hkrati potem tudi producirajo prostor. Skratka, zaključila. Zdaj sem jaz pač zgolj se držala tega, za kar me je Miha prosil, da sem podala nekaj osnovnih izhodišč. Hvala. Hvala, Nataša.
res je. Jaz sem Nataša prosil, da naredi eno tako malo pregledno predavanje, v katerem predstavi pač nekatere koncepte, s katerimi operiramo. Imamo čas še za kakšno vprašanje. Damir, prosim. Nataša, kaj misliš, kako bi se ljudje z tvojega terena odzvali na eno tako žico, če bi jo tam inštalirali sredi Epira? Ker najbrž je Albanija zaenkrat postala rahlo zunaj tega ključnega železniškega transporta v Nemčijo, ne? To me zanima. Ja, jaz mislim, da bi žica tam sprožila en tak močen afekt, ja. Ravno zaradi tega, ker so bile pač njihove meje, vse meje obdane žično to ograjo in bi to sprožili. Kar je pa tudi, mislim, zanimivo je danes, ker zdaj se pojavljajo diskusije z graditvijo rezilnih ograj in postavitvijo rezilnih ograj na tem delu, ne, da se znajo tokovi preusmeriti v Albanijo. Ne. In je nekako tam grozno. Tako da je to, mislim, ja, odvisno tudi kje, ne. Odvisno kje, ampak vsekakor, jaz mislim, da bi bilo bolj negativno kot tukaj, no. Vsekakor, zato ker bi to sprožilo eno tako serijo spominov, grenkih spominov na preteklost, ker tle ni spomin na preteklost z nostalgijo, temveč zamero. Na pretekli komunizem, ne, ker režim je bil strožji. Sama je bila prav učinkovita, recimo, tista meja, kljub temu, da je bila tukaj. Ja, ja. Recimo, imaš še zgodbe? Ja, imam številne zgodbe, ko so pač, seveda so prebežali to ograjo, ne. Ampak v bistvu tudi tisti, ki so prebežali to ograjo, ne, to so v bistvu tako kot neke legende so zdaj postali, ne, v Albaniji, ko so v bistvu prečkali to mejo, ne. Ravno zdajle, pred kratkim sem se, sem bila, se srečala z diasporo v Ameriki, ne, mariotsko, ne, albansko diasporo v Ameriki, ne, so le nekateri, ne, ki so prečkali in potem so to cele legende so se formirane, ne. In pa številni, ki pa so skušali prečkati. Hvala, Nataša. Lahko še eno vprašanje. A bi lahko, recimo, če gledamo iz te Ingoldove perspektive, na to gibanje ljudi v tem pač prostoru, bi lahko v bistvu trdili, da se te kraji v Evropi v bistvu ustvarjajo, oziroma so se ustvarjali do zdaj, ravno skozi gibanje pač teh ljudi, se pravi skozi ta in negibanje, se pravi, da v bistvu ta nadzor nad gibanje, ki ga je vzpostavila Evropa, da v bistvu šele vzpostavil meje in prostor v tem. In samo lokacijo, ja. Da v bistvu na nek način, kljub temu, da se gradi neka zgodba, ne, brez meja, ne, se nekako dogaja ravno nasprotno, ker v bistvu ravno nasprotno, ne, z mejami in pa z nekimi nadzori je pač lažje delovati, ne, lažje v bistvu imeti oblast, ne, na nekim določenim teritorijem. In pa tudi lažje vnašati neke strahove in grožnje.